Prejšnjo nedeljo smo se spominjali Jezusovega krsta, s katerim Jezus začne svoje javno življenje, in danes z evangelistom Janezom vstopamo v začetek tega javnega življenja. Kot pravi evangelist Janez na koncu tega odlomka, to je bilo prvo od znamen, ki jih je Jezus naredil, preko katerih se je Jezus razodeval to, kdo je in kaj je njegovo poslanstvo. In ne vem, če ste se kdaj vprašali, kako to, da se to zgodi na poroki in da je prvo od znamen, ki jih Jezus naredi, to, da pomnoži vino. Kako to, da ob vseh bolnih, ki so na svetu, ob vsej lakoti in pomankanju, ki je na svetu, Jezus prvo znamenje naredi na poroki. In to ne na ta način, da bi koga ozdravil, ampak pomnoži vino. Človek bi se skoraj lahko malo pohujšal. V smislu, Jezus, na kaj si pa mislil? Kaj pa alkoholizem? Kaj pa ljudje, ki se bojo napili? Kaj razmišljaš? Kako gledaš? Pa je mogoče, vas povabim, 3 kratke poudarke danes ob tem evangelijskem odlomku. Prvi zagotovo je ta, da je Bog tako drugačen v svojih načrtih in načinu ravnanja, da je lahko kdaj za nas morda celo na meji škandala. Jezus svojega veličastva ne razodene najprej tam, kjer bi mi pričakovali, v templju, na enem svetem kraju, kjer se pač spodobi, da se Bog razodeva, ampak se razodene na ohceti, na poroki. Tudi se ne razodene, kot rečeno, na ta način, da bi koga ozdravil, to pride kasneje, ali pa da bi, poskrbel za tiste, ki so v pomankanju, ampak na tej ohceti Jezus doda 600 litrov, več kot 600 litrov vina v resnici. Kar pomeni prvič, da se Bog velikokrat razodeva drugače od nas in takrat, ko se razodeva brez mere. Mi bi pričakovali, da bo Jezus pridigal in podobno kot Janez Krstnik zagovarjal vsaj neko zmernost, če ne že askezo, odrekanje. Tukaj imamo pa Jezusa, ki tej ohceti, na kateri zmanjkuje vina, doda 600 litrov vina, preko vsake mere. 600 litrov, kdo bo spil to? Bog je drugačen. Bog preseneča. Bog lahko kdaj naša človeška pričakovanja v resnici preseneti do te točke, da se nam zdi to škandal, da se nam to zdi pohujšanje. Predvsem to, da se zavedamo, Bog gleda in ravna drugače kot mi. Da bi se pustili presenetiti, da bi se pustili temu nagovoriti. Drugi poudarek, ki se mi zdi pomemben, je, če smo rekli prej, zgodilo se je ne v templju, ampak na poroki. Zakaj ravno na poroki? Kaj sporoča s tem Jezus? Kaj sporoča s tem Bog? V prvem berilu smo slišali odlomek iz knjige preroka Izaija, ki uporabi v Stari zavezi tako ljubo prispodobo odnosa med Bogom in človeštvom in ga opisuje kot odnos med zaročencema, kot odnos med ženinom in nevesto. Pravi na koncu prerok Izaija, kajti kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj, Bog, poročil s teboj, z Božjim ljudstvom. Kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Gre torej za to, da je v tej zgodbi odnos med zaročencema, med ženinom in nevesto, vsa ta ljubezen, ki je tudi našim človeškim očem lahko vidna, da je uporabljena kot prispodoba za odnos, ki ga želi Bog imeti z nami. Se pravi, en odnos ljubezni, darovanja, požrtvovalnosti
naklonjenosti, dobrohotnosti, vse to, kar spontano predvidevamo, kar spontano vključujemo, ko vidimo en par, ko vidimo bodisi dva zaljubljenca, bodisi dva zakonca. In to je tisto, kar naj bi bilo tudi v našem odnosu do Boga. Ni vprašanje, kdo je v tem odnosu bolj zvest. Bog je vedno tisti, ki je zvest do konca. Ampak ko gledamo pa skozi zgodovino odrešenja, skozi staro zavezo, lahko pa vedno znova opažamo, kako krhki in nestanovitni so Izraelci, kako krhki in nestanovitni smo ljudje, ko gre za odgovor na to ljubezen, na to zvestobo. Kako hitro nam zmanjka, pa se prestrašimo, pa podvomimo, pa se nam zdi, da bo nekje drugje malo boljše, malo lažje, da bomo bolj srečni, da bomo bolj zadovoljni, da bomo bolj veseli. In odtavamo. In Bog je skozi vso zgodovino tisti, ki nas išče, ki nas vabi nazaj, ki nas kliče nazaj, ki nam vedno znova dokazuje in želi dokazati, da je vreden našega zaupanja. Ampak hkrati vedno znova upošteva tudi našo svobodo, zato da bi bil naš odgovor v resnici svoboden odgovor v ljubezni. In ko gledamo na to vino, na ta presežek vina na ohceti, si lahko predstavljamo, da če poroka na nek način predstavlja odnos med človekom in Bogom, potem to pomanjkanje vina, zaradi katerega se poroka lahko konča, pomeni ali pa simbolizira pomanjkanje naše človeške ljubezni. Nam zmanjka. In če zmanjka vina, zmanjka veselja, zmanjka radosti, zmanjka zadovoljstva. In to je tisto, kar Jezus prihaja množiti v naše življenja, v naša srca. Da bi nam bil bolj blizu kot kadarkoli prej v človeški zgodovini, da bi lahko v resnici začutili, razumeli, prepoznali neizpodbitno, kako zelo nas Bog ljubi, da bi ta Božja ljubezen lahko v nas tudi zanetila odgovor. To je tisto, kar skuša povedati evangelist s tem, ko nam predstavi Jezusa na ohceti, ki množi vino. Tretji poudarek, ki se mi zdi pa ravno tako vreden premisleka, je, kako se vse skupaj zgodi in kdaj. Jezus reče strežnikom, ki jim prej naroči, naj v vrče nalijejo vode, jim reče, zdaj pa zajemite in nesete. In v tem, ko strežniki, ki so slišali Jezusovo besedo, tej besedi zaupajo, tam in takrat se voda spreminja v vino. In se mi zdi, da je to ena lepa spodbuda tudi za nas in za naše življenje. Ta zajemite zdaj. Jezus ponavlja vsakič znova, vsakemu od nas, vsak dan, vsak trenutek. Vsak trenutek v našega življenja je lahko ta zdaj, ko zajamemo vodo na Jezusovo besedo in ta voda postane vino. Ne zato, ker smo mi toliko sposobni, ampak zato, ker zaupamo, da Jezus deluje. Da bi nas torej ta začetek časa med letom s pomočjo tudi tega evangeljskega odlomka spodbudil, opogumil, da bi nam zbudil zaupanje, da bomo iskali Jezusa, da bomo poslušali njegovo besedo in da bomo potem tej besedi tudi zaupali, po njej ravnali, po njej govorili, po njej živeli, se po njej odločali.